in nova gosta v tem studiu in jaz sem seveda zelo vesel in ponosen vedno, ko je tukaj trener mojih pubecev, naših licjakov, Jure Verlič. Dobro jutro, Jure. Dobro jutro. Dobro jutro. Zraven je prišel tudi Jakob Praviš. Dobro jutro, Jakob. Dobro jutro. Dobro jutro. Nikoli še ni bilo, da bi imeli dva hokejska golmana v studiu. Ja, res vedno se malokrat zgodi. Ja, res se malokrat zgodi, pa ne zdaj zato, ker bi bilo kaj narobe s tem, samo hecno pa je, ne? Kak ste golmani med sabo drugače? Imate kakšne posebne pozdrave ali pa se samo pogledate, pa si pokimate, pa točno veste, kak je? Ali točno prepoznate, kdo je večkrat dobil pak v glavo? Ne, to ne. Ko avtobusni vozniki, ko se pozdravijo, veš, ko ima svoje, veš. Ne, tako, po moje smo vrejo, no, vsi, vsak ima svoje neke te značaje, pa rituale, pa to, vsak malo ga pozna, kak je, ampak vrejo sodelujemo, pa nekako svoja sekta, no, ki nas imajo drugi malo za drugačne, no, drugi hokejisti, pa igralci, malo za drugačne, ampak s tem živimo nekako. Ampak kdo zbolj pogumne v bistvu, ne, ja. Res moraš biti, ne, ker imeti odprte oči, ko v tebe prileti, oziroma proti tebi leti pak s hitrostjo 180, je kar posebne sorte pogumne. Ne moreš biti čist normalen, ja. Lepo. Mariborčani smo super, torej za golmane. Ok, Jure, dajva na kratko, samo še zdaj imamo priložnost. Sezona je končana za lisjake in uvrstitev v play-off Avstrijske hokejske lige je bila nagrada ali uresničen cilj? V bistvu oboje. Uresničen cilj, to smo si zadali, da prijemo to četrtfinale, tam smo žal naleteli proti večji, neki najboljši ekipi v rednem delu. In bom rekel, da smo lahko s prvo sezono zadovoljni, postavili smo neke temelje, oziroma temelji so že bili neko novo zgodbo, neko novo smer, kam želimo pluti pač v prihodnje, in mislim, da nam je to s to prvo sezono uspelo. Zdaj vemo, kaj nas čaka za naprej, kam gremo, kaj želimo, in mislim, da lahko v bistvu gremo samo gor, nadgrajujemo, kaj smo že začeli. Vemo, kje so bile kakšne napake in da drugo leto, da smo še dosti boljši. Ja, ampak res je bilo lepo spremljati v bistvu, kako ste rasli skozi sezono, ker se je poznalo in na ledu in ob ledu v bistvu, ker na koncu so bile, vedno je hokej doživetje, ko ga greš gledati, samo na koncu je bilo pa to že potem, ne, tisto ta pravo, kar si želimo, ne? Ja, v bistvu to je bil naš cilj, začeti privabiti ljudi, začeli smo pač, bile so napake, neki porodni krči imajo tudi z organizacijo. Potem so ljudje videli, da je fajn na hokeju in dejansko se je pač čutilo tudi na tekmah, pa izven, so prišli kakšni lokal, so tako malo, kak ste igrali, kaj bo, kak imate naslednjo, kje igrate. Ja. Je bil neki, kak se reče, baz okoli tega. Ja. In v bistvu so nas sprejeli, no. In smo zelo veseli, da ni šlo na slabše, pa da smo na istem, ampak da se že čez sezono od septembra do februarja se je videl ta napredek in to je naš cilj. Ja, super. Veš, kaj sem se jaz spraševal vmes, če je pomagalo, da si si brke, take lepe košate pustil, da si bil bolj hudi? Mogoče pa si moram zdaj spet pustiti, da v drugo leto spet imel tiste ta močne brke, pa brado tudi dol pobrijemo. Mogoče malo bolj striktni kot tisti. Ja, se to. 80-ih, na primer, pa kaj. Ja, res je. Ok, ampak v soboto, zdaj sezona je končana, ampak v soboto pa je en poseben dan za hokej v našem mestu. In sicer dan hokeja pripravljate in organizirate v naši ledni dvorani. Jakob, to boš ti več povedal. Tako je, v soboto je pa cilj, da v bistvu predstavimo hokej, naredimo eno manjšo promocijo, predstavimo neke osnovne elemente igre, drsanja otrokom, jih navdušimo za ta šport in predstavimo, da v Mariboru tudi obstaja še kar, oziroma imamo najhitrejši ekipni šport na svetu in na katerem želimo graditi. In najbolj frajerski, pardon. Ja. Najbolj frajerski, tako. Ne samo najhitrejši, ker pač, glej, hokejist, ne biti, to je ena posebna zgodba. In ja, otroci, ki so vabljeni in lahko pridejo, kaj bodo vse spoznali tam? V bistvu spoznali bo v prvi vrsti drsalke, na kak način se premikati z njimi na ledu. Tisti, ki bodo že malenkost boljše drsali, bodo tudi igrali hokej, spoznali palce, spoznali pak, strel na gol in v bistvu preko tega nekako zaokrožili celoto športa in glavni cilj je
da pridejo. Da se imajo fajn, da spoznajo. Da dajo kakšen gol, spoznajo hokej. Tako. In ne nazadnje, mogoče pač pride naslednji Kopitar, Muršak ali Verlič, nikoli ne veš. O tem, kaj se bo še dogajalo v soboto v Ledni dvorani, v nadaljevanju. To je, mi še imamo vedno druženje z lisjaki v tem studiu, naš trener Jure Verlič in pa Jakob Rajšp, kakva je tvoja funkcija, točno ne mi rekel narobe? Moja funkcija v klubu je pa v bistvu kot zunanji partner, ki bo pomagal pri organizaciji dogodkov. Evo, ampak seveda dolgoletnih mariborskih hokejistov, golman, 2 golmana, Jure, še enkrat dobro jutro tudi tebi. Torej, dan hokeja to soboto, namen je predvsem predstaviti ta čudovit šport otrokom. Zdaj me pa zanima, koliko so lahko stari, ko pridejo, kdaj morajo priti, se morajo kje posebej prijaviti, kaj rabijo sabo. Torej, v prvi vrsti je to namenjeno otrokom do 10 let. Dobro. Seveda, če bo kdo prišel starejši, ga ne bomo odvrnili, tako da vabljeni vsi v bistvu do 15. leta. Zato, ker se to dogaja v Ledni dvorani, se je potrebno fejst obleči. Ne imeti kakšno zaščitno čelado s seboj, medtem ko drsalke se sposodijo na drsališču. Je pa začetek tega dneva ob 8 zjutraj, ob 8:30 bodo pa že prvi otroci na ledu in se že spoznavali. In delali z našimi izvrstnimi trenerji, strokovnjaki, bodo videli še kaj posebnega? Videli bodo tudi eno manjšo ekshibicijsko tekmo, 3x3, da vidijo točno, kako izgleda dejansko hokej, ko pa nekdo že to dela 10+ let. Ok, tako da malo boste pravi hokejisti prišli gor. Zakaj je pomembno, recimo, in katera so tista prava leta za otroka, da začne trenirati hokej, Jure? V bistvu sem rekel čim prej. Imamo otroke, ki so stari 3 leta in so že na ledu, res mali, komaj hodijo po laufajo, pa že drsajo po ledu. Čim prej se spoznaš z tem drsanjem, ti je lažje potem osvojiti naslednje prvine hokejske. Ampak ja, tako je rekel Jakob, tam do 10. leta je najbolj idealno, ker je res naprimer razlika proti drugim športom, da se moraš najprej naučiti drsati. Ni samo tek ali pa da laufaš sem pa tja, ampak najprej se naučiš drsati. Ko to dobro znaš, potem grejo pa stvari naprej, ampak ja, mi delamo probamo dosti takih stvari, privabiti čim bolj otrok in v bistvu predstaviti hokej, da je to fajn, da je zanimiva igra, da spoznajo nove soigralce, prijatelje in da v bistvu rastejo skozi nekim posebnim športom, malo drugačen šport od ostalih. Ja, absolutno in je tudi izjemno koristen v večjih pogledih, tako fizično kot psihično ali sociološko, predvsem socializacija skozi ekipo. Ja, to sigurno, pa motorika v bistvu je zelo specifična, v bistvu moraš res vse znati, vse dobro delati, da lahko dobro napreduješ. Ja, pa tako poleg teh fizičnih sposobnosti pa rasti tudi sociološke ekipa ima, 15-20 igralcev, imaš en kup enih novih prijateljev, ki so v bistvu potem postanejo tvoji bratje skozi kariero, ko greš skozi in se v bistvu neke posebne vezi zgodijo. Spletejo, ne? Ja, odlično, tako da to definitivno ne gre zamuditi, peljite svojega otroka, fantka, punčko, vseeno, samo peljite na dan hokeja v Ledno dvorano to soboto od 8:30 zjutraj naprej. Torej, zanima me pa še ena stvar, pol se pa začne za malo starejše, ne? Zvečer ob 8:30 v petek in v soboto silent disco na drsalkah. To še pa ni bilo v našem mestu, ne? Tega še ni bilo v Sloveniji nasploh. Nikjer v Sloveniji. Slovenska premiera, super. Toda premiera, tukaj pa seveda vsi, ki se želijo zabavati, vsi, ki že mogoče nekaj časa niso drsali, pa rabijo en razlog več, da pridejo to obnoviti, so vabljeni jutri, torej v petek, soboto in naslednji teden v petek. Bo pa zraven zelo zanimiv spremljevalni program oziroma glavna točka večera. Ja. Pa hokejsko-drsalni šov. Še to vmes. Tako da je odlično. Ampak kar je sploh pomembno, spet smo pri nečem prvi v Mariboru in sicer v Sloveniji gledano, ne, imamo prvi silent disco party na drsalkah. Karte so še na voljo? Ja, kje se dajo kupiti? So v predprodaji na blagajni drsališča v času rekreativnega drsanja, bi pa jutri vse, ki prihajajo in soboto
pozval, da pridete kakšne pol urce prej, da v miru prevzamete karte, se obujete, drsalke in da ste... Ja, da je o 8:30 štart, ne? Ne, da smo 3 prvi tam, pa čakamo na vse ostale, pa imamo preveč placa, pa moramo predobro drsati, pa drugi ne upajo, gor, vse veš, kak je to. Brez heca, ampak res super. Mislim, da je let tudi že pripravljen, včeraj ne bi kazal na očitno, ampak... Ja, včeraj, vam rekel, pred prvim treningom je bil let malo drugačen, zdaj pa ne vem, ste vi kaj probavali, Dejan oziroma tvoja ekipa ste pripravili vi let, pa testirali. Ja, kdo je let pripravljal včeraj, res? Mislim, da je bilo pač vrhunsko porolba, no, ne bi zdaj kazal na očitno. Meni se zdelo pač, da je malo drugače. No. Drugače. Niste rekel, da ni bilo vrhunsko, je bilo pa drugače. Hotel sem pomagati. Jaz sem da nekaj ni... Ne štima. Ni tako vsak dan. Točno tako, ni zelo tako vsak dan. Resno hotel pomagati, zato sem šel tja, da bi lepo porolbal, da bi bilo pripravljeno za silent disco, da bi bilo pripravljeno za otroke, potem za dan drsanja in seveda smo to posneli in nekako najboljše ni šlo. Ne. Sem pa briliral, ko sem prvi testiral slušalke na ledu, povej, Jakob. Tako je, posnetki oziroma iz prve perspektive je izgledalo, kot da ima Dejan. Dobri to je. Abrahama, kar povej. Trojni aksel si naredil? Ja, ne, tolo. Pirojete, izpadni koraki, razen medvedki po ledu, vse. Je bilo, ne, lepo. Vse, kaj je bilo, samo oni zajček mi je manjkal spred, oziroma medek. Povinek, ko prestopaš noge? Redo, regen. Tako. Torej, Pubeca, najlepša hvala. Sveda želim vse dobro pri organizaciji tega dneva hokeja, ki bo v soboto, verjamem, da bo super na prvem zgodovinskem, prvem silent disco partiju na drsalkah, na prvih 3 pravzaprav, ne, petek, sobota, petek in pa pred novo sezono se pa spet vidimo, ne, Jure? Ja, mi smo že v polnih pripravah na novo sezono, že študiramo, kak pa kaj dalje pa... Dobro. In vidim, da brki tudi že rastejo, tako da bo se veselimo nove sezone naših lisjakov. Hvala lepa.